Pozdravljeni, dragi prijatelji Posavskega muzeja Brežice in dragi prijatelji naše izjemne dediščine. Res sem počaščena in vesela, da se tokrat namesto k nam selimo k vam v dnevno sobo, kjer bomo kramljali o kulturi, o zgodovini, poslušali nekaj dobre glasbe. V glavnem pa se bomo pogovarjali o 4 elementih. To so zemlja, voda, zrak in ogenj. Kateri element bo danes kraljeval? Ja, začela bova z vodo, ker je voda tudi zimski element, smo tik pred zimo, predstavlja zimo, predstavlja tudi obdobje od polnoči pa do sončnega vzhoda. Na naši steni je na vzhodu, je tudi recimo predstavlja flegmatični element, v glavnem nekako je prav, da začnemo v Posavju z vodo. To je res. Ampak v Viteški dvorani je ogromno motivov z vodo. Kateri je glavni, kateri je tebi najljubši? No, mogoče je najbolje, da vstopiva, da te povabim v Viteško dvorano in ti bom vse pokazala, pa tudi vsem gledalcem. Odlično, kar vabljeni. Torej, Robi, sediva točno pod prizori vode v tej najlepši baročni dvorani, ki je dolga nekje 36 metrov, visoka 8 metrov, široka 10 metrov. In na teh prehodih iz zidu v strop se nahajajo tudi prizori 4 elementov. In ta voda je v bistvu na tej dolgi vzhodni stranici, zato je imel ta naš slikar veliko možnosti, da je upodobil tudi več prizorov. In jih imamo kar nekaj. Imamo Pozejdona z Amfitrito ženo, imamo nesrečnega Polifema, imamo Piramo in Tizba, to je zgodba tudi o žal nesrečni ljubezni, ki je navdihnila Shakespearea, da je potem napisal Senka resne noči, pa potem Romeo in Julija. In imamo tudi prizor o lepi mladenki, ki je tako lepa, da se vanjo zaljubi Zevs in jo seveda tudi na biku potem ugrabi in odpelje k sebi. Torej, polno takih izjemnih zgodb. Zelo, zelo zanimivo. Vedno znova me očara, koliko teh podatkov veš. Vseeno bi pa za mogoče ljudi, ki ne živijo v Brežicah, ki ne poznajo toliko te dvorane, ne jaz seveda, mogoče začela malo bolj od začetka, torej kdo je vse to poslikal, po čigavem naročilu, koliko besede je imel recimo naročnik pri motivih in tako. Mislim, za prijatelje sprašujem. Jaz to vse vem seveda, ampak če bi koga zanimalo, no. Ja, vem, da ti se veš, ker si tolikokrat tukaj in ker si v bistvu eden izmed tistih, ki jih lahko rečemo, da je tudi ta dvorana in tvoj drugi dom. Si nastopal od tega, ker si bil čisto majhen, je tako. In še danes te vabimo in smo veseli, da si z nami. Tukaj vidva sediva čisto pri tem mladeniču, star je bil 28 let, Frančišek Karl Remb, rojen v Radovljici. In nekako je do tega mladeniča prišel lastnik tega našega gradu, Ignac Marija grof Atoms, ki je videl ta talent in ki ga je želel tudi podpreti. To je izjemno, izjemno pomembno, da imate mladi, tako kot si ti, tudi mecene in da te meceni razumejo, kako je pomembno, da je lahko recimo Remb potoval po Italiji in da v bistvu potem nekako tudi je Atoms in vsi doživel ta duh italijanski, v bistvu to obilje umetnosti, ki jo doživimo v Rimu, v Firencah, se je preselilo tudi k nam v Brežice. In to je na tako ozadje te zgodbe o dvorani, ki je bila v bistvu nekako oblikovana tam okoli leta 1702, okoli 1703. Takrat je namreč naš grof Ignac Marija Atoms praznoval 50 let. In si je najbrž to dvorano dal poslikati tudi za to praznovanje. Zato jaz vedno rečem, da je ta dvorana ustvarjena za uživanje, da je ta dvorana ustvarjena za lepoto, za vse številne umetnosti in res sem vesela, da sediva v njej. Sem pa žalostna, da ni obiskovalcev, ampak nič hudega, no. Naj bojo pa gledali od doma. Odlično. Jaz sem še vedno ostal malo pri tem zelo depresivnem podatku, da je vse to uspelo mlademu slikarju pri 28. In kaj vse nekateri že naredijo pri teh letih, bi mogoče kar zamenil temu na hitro, da ne postanemo preveč. No, se tudi jaz ne bom imela take dvorane za mojih 50, ne. Tako da, se lahko to laživa. Ja, zelo, ja. Ampak ne bom, že zdaj vem, da je ne bom. Posavje je že po imenu povezano z vodo. Gotovo se je ta motiv prelil tudi nekam na stene.
Kakšno vezo so imeli tukajšnji graščaki z bližnjo Savo? Ja, jaz mislim, da pač naše mesto, naše Posavje je pomembno tudi seveda predvsem zaradi Save, zaradi tega, ker ta reka nudi. Elementi štirje, ki nas osmišljajo, vedno mora biti sozvočje. In če nimaš vode, ne moreš preživeti. Pa tudi Sava vedno pelje iz zahoda na vzhod, tako da smo na tem najpomembnejši prometnici, bi lahko rekli, med celinami iz Evrope v Malo Azijo in potem daleč naprej. Tako da je to v bistvu popolnoma logično, ne, da na tem Okljuku oziroma na tem Brežcu je nastal ta grad in seveda, da se tudi te velike zgodbe pri nas zgodijo. No, tu pri Brežicah na Čatežu ob Savi je znano stičišče Save in Krke, pa tudi povezane ogromno folklore v zvezi z Štajerci in Kranjci, kdo je kdo. Zelo smo edino aklih, da nismo Dolenjci. Pa bi sam rad preveril, da ne stojiva slučajno na nasprotnih bregovih, ker jaz sem namreč Kranjc. Jaz sem tudi Kranica, pač mi, ki smo na meji, vedno imamo radi tudi Štajerce. Ja, mislim, da... Ne smemo biti krivična. Druge ni, ja, druge ni. Verjetno so tudi pred 300 leti dali veliko na to, iz katere dela Save prihajaš. Tako je tudi verjetno veliko ljubezni ostalo nekih neuresničenih ali pa vsaj prikritih, se mi zdi. In mislim, da je to odlična iztočnica za skladbo ali dve s prav takim motivom. Ja, dobro si to povedal. Te meje zidovi so bili vedno neke vrste problem. Imamo to zgodbo o Piramu in Tizbi, ki v bistvu ravno zaradi zidu, zaradi tega dogajanja v Babilonu, se ta zgodba ne razvije tako, kot bi se morala, v bistvu je tragična. Je pa res, da v bistvu v sodobnosti imamo zelo veliko lepih pesmi, lepih ljubezenskih pesmi, ki mogoče niso tako tragične, ki našo ljubezen mogoče v sodobnosti ne razumemo tako, kot so jo stoletja nazaj. Seveda imamo pa neke druge ljubezni, pa imamo v bistvu zelo lepe pesmi in zato sem zelo vesela, da je najina gostja danes Maja Weiss. Maja, ki v bistvu je tudi tako kot vsi tisti, ki smo tukaj, ti in jaz, ne, in še naši sodelavci, da lahko sploh gremo v eter, v svet s tem posnetkom, povezana z gradom, povezana s to dvorano, povezana z dvoriščem. In ta čas, ko se pripravlja, ko se video pripravljata, imam jaz ene zelo pomembne podatke za povedati. In zdaj bom seveda iskala. Prosim. In bom prebrala, ne. Namreč let 24.7.2014 je bil prvi koncert Maja in Robi, je tako? Res je. Na Grajskem dvorišču. Potem leta 2015 ga ni bilo, ker je bila Maja na izmenjavi. Potem pa 2016, 4.8., ko je bil tako slabo vreme, ko nam je vse stole razpihalo in smo se preselili lepo v dvorano. Še na srečo. Tako, in dvorana je bila polna, čisto polna do zadnjega kotička. Dvorišče je bilo potem spet 10.8.2017, pa 9.8.2018, pa 8.8.2019, ko je bilo 600 ljudi na tem vajinem koncertu, ko je bilo v bistvu, ko je bil dvorišče čisto polno. Letos je bilo malo drugače, ne? Je Robi nastopal sam, čeprav je bila Maja tudi zadaj. In seveda naslednja leta bodo ravno tako. Tako da mi smo prešteli to statistiko. Skupaj na teh vajinih 6 koncertih je bilo več kot 2000 obiskovalcev. Jaz upam, da nas bo tudi tukaj gledalo več kot 2000, bomo videli, kaj bo in da boste lahko spet uživali v teh lepih skladbah. Vse, kar je padlo v ocean, naplavilo je v novi dan. In vem, nekje na neki obali pobirajo zadnji večer. Odpadlo listje bo nocoj, v istem vetru je s teboj. In vem, nekje nekaj bo zraslo tam daleč, kjer naju večnih. Čas poteke v tvojo smer, na kakšen tak večer, ko bova iskala se.
Čas prinesel mi bo mir, izstopil boš na tir, kjer sem čakala te. Odpadlo listje bo nocoj, v istem vetru je s teboj in vem, nekje nekaj bo zraslo tam daleč, kjer naju več ni. Čas bo tekel v tvojo smer, na kakšen večer, ko bova iskala se. Čas prinesel mi bo mir, izstopil boš na tir, kjer sem čakala te. Bela noč, črn dan in telo ti zadrhti od ran. Pride čas, ko ne veš, kdaj še kar živiš in kdaj umreš. Zato sem noro te ljubila, da bi ob tebi pozabila spomine. Enkrat pa vse mine. Vidim dom, kup otrok, mati sredi njih pa praznih rok. In tako se bojim, da kot moja mati ostarim. Zato sem noro te ljubila, da bi ob tebi pozabila spomine. Enkrat pa vse mine. Ko tedaj si prišel, nežno me poljubil in objel. Skozi noč sva odšla, kakor dva, ki srečo sta našla. Zato sem noro te ljubila, da bi ob tebi pozabila spomine. Enkrat pa vse mine. Zdaj pa vem, čas beži, spremenila sva se jaz in ti. Prazna sem, sama tu, brez ljubezni sem in brez miru.
Zato sem noro te ljubila, da bi ob tebi pozabila spomine. Enkrat pa vse mine, enkrat pa vse mine. Najlepša hvala, Maji, seveda tudi tebi za te lepe melodije, ki so tako doma v tej dvorani, še posebej decembra, ko bi imeli številne koncerte, ko bi se pri nas marsikaj zgodilo. Zdaj, ko si omenila koncerte, če se ne motim, tudi ti znaš nekaj lepega zapeti. Ja, zelo, zelo rada pojem, sploh v tej dvorani, kjer je veliko priložnosti, takšnih, ko je publika, in takšnih, ko ni publike. Sploh v tem času, ko dejansko res vsak dan obiščem to dvorano, še posebej v tistem času, ko je grad zaprt, ko sem lahko sama in pomislim na vse tisto lepo, kar mi je dalo življenje in na seveda tudi to možnost, da lahko pojem, včasih z obiskovalci, velikokrat pa tudi sama. In ena meni najljubših je ena taka lepa ljudska. Pa kako bom ljubila, ko me srček boli, 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 boli. Pa lanski moj fantič pozabljen še ni. Še ni, še ni, še ni. Pa pozabljen bi bil, ko ptak luškan ne bi bil, ne bil, ne bil, ne bil. Pa je luškan tako, da pozabljen ne bo, ne bo, ne bo, ne bo. Čudovito. Ja, res, krasno je pet v tej dvorani. Sicer lepše, če so obiskovalci in če lahko skupaj zapojemo. Pa pojemo potem tudi en hribček bom kupil, recimo, pa Dan ljubezni, pa še kakšno takšno. Kakšne bolj hudomušne, na primer. In ko se spomnim na ene take posebne hudomušne in ko se spomnim tudi na en tak zelo lep prizor, ki ga imam zelo rada, ker govori o vsem tem, kar so govorila o Savi, o vodi, o pomenu Save, o splavarjanju, o pač tem, kako nas Sava kam pripelje. No in tukaj imam en tako lepo kočijo, malo morsko kočijo, ki jo vodijo konji. In te konje pa tudi ti zelo dobro razumeš, oziroma mi zdi, da imaš eno pesem o konjih, je tako? Imam, hvala Bogu, te spomni ne zaradi karakterja, ampak na pesem. Imam eno, ja. In jo z veseljem tudi zaigram. Imenuje se Ni za konja dirka in ni za srečni raj. Že kot žrebe je bil tele. Zmeri mu je bilo vesele, kaj podred, zakomplicirati, vse je znal samo znervirati. Nis ga mogel razčesati, ni se pustil osedlati. Ni bilo Boga, da bi noga se postavila kam se neče, ne s trenažo, ne z masažo, lahko sam upaš na malo sreče. A bil je hiter, res je tekel, ko mu skontra pred budilko. Sam kaj ti klinac hasne, če obrne to vinilko vsake toliko, ko se sprdne. Niklih stanoviten tip, bi sicer šel v goro, mamu ne diši baš hrib, bil je tak, hiter, bister, samo glup in samo svoj. Po domače, za domače in drugače bil je koj.
In ni za konja dirka, in ni za srečne raj, ne. Ni za konja dirka, in ni za srečne raj, ne. Pa dokler si še mlad pa lušen, to še nekak hajde. Bo, dok bo, ko bo, če pa ne bo, se neki najde, ampak tisti, ki so zmeri tam, so pa ponovadi turisti. Še muhe bojo šle od tebe, če nisi glih koristi, če nisi ne v pomoč, ne za rabo in ne opora. Vslej, ko prej še v tako štalo, zmanjkalo prostora. In kaj bo drugega? Našla uzda je na koncu tudi svoje mesto, med nebom in jezikom. Itak, s tako malo gesto se ti toliko stvari poklopi, da še zadnjega verjameš, so ti biblični potopi. Res v kako ironijo je to žrebe odkljusalo. Človek bi se mogel jokat, če se ne bi mu smejalo. Ker ni za konja dirka in ni za srečne raj, ne. Ni za konja dirka in ni za srečne raj, ne. Pa dobro, hajt. Minijo leto, dve, itak rastura. Pobera vse kolajne, dviga se temperatura, fotke, reportaže, trajne, vse svetovna tura. Pričajo se neke tajne, on nešljivi, on se sfura, dokler enkrat mu ne poče. Tako vsakmu slejko prej. Če tečeš samo v krogih, pa magari zmer hitrej, no tle ni bilo nič drugače. Pod njem 100-krat tlana pot, se odloči in preskoči varen, dolgočasen plot in on kar teče, čez vse šave, danes trnega ne mot. On za sabo pušča vse okoli sebe, polno zmot, res fucking car je tajle konj, ko galopira v naravi. Nenadjebljiv žrebec. Dokler se ne ustavi, nekje sred mile matere, v temi. Ama ništa, ni šoferja, ni trenerja, ni več slame, ni več kišta, ni nobenega več od tistih, ki ga niso razumeli. So pa fino tisto štalo na večer pogreli in zdaj samo v temi tipa. Bolj iz nuje, kot iz principa. Neka bi ga mikal lov, sam domajde, pa domov bo čisto zadost, res hvala lepa. Da se žalostno prešlepa na ta prvoga, ki mu bo znal pokazati pot nazaj. Ker ni za konja dirka in ni za srečne raj. Ni za konja dirka in ni za srečne raj. Ne. Če smo že srečni, največje prevzetni, ne. In ni za konja dirka in ni za srečne raj, ne. Pa boš prišel v raj in v raju se cedita med in mleko in kaj boš? Nič ne boš, kaj boš s takim rajem? Raja, ostan doma, s tistimi, ki jih imaš rad. Pridi na kakšen dober koncert, takoj ko lahko. Do takrat pa spremljaj vse ljudi, ki se trudijo ti prinesti lepe stvari v tvoj dom. In takrat boš kot tale konj. Ni za konja dirka, ni za srečne raj, ampak takrat ti prinesemo raj. Hvala za to priložnost. Krasno, Robi. To je to, a ne da? S tem lahko zaključiva. Do naslednjič. Spremljajte nas na istem mestu, ob istem času. Vljudno vabljeni. Nič siljeni.